Zdaj pa bo. Ne moram reči, vsakič sem bolj moderniziran, danes sem si tole stojalo, tukaj le postavil, ker znam, če mi skoraj roka odpadla. Ampak ja, prvo upravičilo za to, ker zamujam, imam svoje stvari, obveznosti in pač žal ne gre točno v tem roku, kot sem rekel, vsaj ni šlo danes, tako da še enkrat sorry za to. Spet ogromno zapovedati. Mogoče danes ne bo toliko tega trača in takih sočnih besed, kot ste vsi želeli slišati, da kakšnega napadam oziroma žalam, danes tega prav veliko ne bo, ker danes je tema Sanjski moški Pop TV oddaja vse o tem, kar sem doživel, kako je bilo, kako sem sploh začel in vse te druge stvari, ki spadajo zraven. Plus tega bi pa v tej priliki rad se zahvalil, preden začnem sploh to temo, iskreno vsem, ki ste mi napisali. No, več kot očitno mi bo roka odpadla, ker moram zamenjati lokacijo. Internet je katastrofalen, tako da dajte mi še 24 sekund, da najdem pravo lokacijo in se spet javim. Iskreno bi se rad zahvalil, ampak res iskreno iz srca vsem vam, ki ste mi napisali vsa ta sporočila pozitivna in ki mi stojite ob strani. Moram priznati, da mi to veliko več pomeni, kakor pa če mi napiše nekdo, ki ima ful sledilcev in je nek influencer oziroma neka znana oseba. Vsi vi, ki imate, karikiram, 4 sledilce, vsi vi ste mi veliko bolj pomembni in veliko bolj spoštujem vaše komentarje, kakor pa njihove, tako da še enkrat res hvala. Zanimivo mi je pa to, da vse te naše zvezde, ki sem komentiral, so se začele užigati, prežigati. Vsi so najdel zdaj milijon izgovorov, zakaj to, zakaj uno. Moram priznati, da nisem niti pogledal od nobenega nič, ker me boli kurat za njih, res mi je vsem za njih, tako da marsikdo mi v sporočilih piše, kaže, kaj pišejo, vsem mi je, ampak mi je pa zanimiv, kako so se hitro razburali, ker so v situaciji, ki jih nekdo napada. Oni niso pomislili, kako sem se mogoče takrat jaz počutil, itak je boli kurac, pač njim je bil važen ta njihov content in da pač napadajo in da izpadajo čim večje face in seveda večkrat, kaj me omenijo, večkrat boste vi ostali sledilci jih spremljali in bojo oni si na ta račun nabijali nove followerje, kateri so zelo pomembni za naše sponzorje. Ampak vse to, kar jaz zdaj počnem, to je eno sporočilo za vse, še posebej pa za mlajše generacije, ki vsi vemo, da so danes res veliko na internetu, na Instagramu, TikToku, na Facebooku in pa tudi živo znajo reči marsikatero sočno bedarijo, o katerih jaz zdaj govorim. In to sporočilo je, da za vsako bedarijo, ki izrečeš, jo narediš, moraš nositi posledice. Jaz zdaj nočem biti tukaj pameten, pa nekaj pametovati, res ne, ampak jaz bi samo hoče, da se ta sovražni govor, te bedarije nepotrebne, ki se dogajajo na Instagramu in na internetu, pač končajo. Pa na koga napadaš zaradi nekih takih glupih stvari, se mi zdi neprimerno, ker mogoče pa tudi sam nimaš pred svojim pragom počiščen, tako da o tem bi se dalo pogovarjati preveč. Ampak ja, pustimo zdaj to, zdaj nadaljujemo z našo temo in to je Sanjski moški od začetka do konca, kako sem to doživel. No, zdaj je tukaj še veter, ki nam to že dela, ampak upam, da bo šlo odkole. Ok, dajmo o Sanjskem moškem oddaji in o meni vse skupaj. Kako se je začel? Začel se je, da leta 2020 sem bil povabljen se strani hrvaške televizije, da je bil gospodin Savršeni. Jaz bom govoril ful hitro, ker se mi ne da vse razlagati, ki je tak bedno za vas, ampak da pridemo do bistva. Prišel sem in smo se dogovorili, da pridem čez en teden na 14 dni kasneje podpisati pogodbo in da sem pač gospodin Savršeni, da pač to začnemo snemati. Ker se je to dogajalo v marcu in takrat je bila korona, so mi oni par dni prej sporočili, da pač to odpade, ker je korona in oni to ne morejo snemati in hvala lepa, čau. In ok, ni panike, jaz pač pozabim na to in kasneje me kontaktirajo iz Pop TV-ja, če sem za. In pač ja, zakaj pa ne, mi se dobimo na kavici, se dogovorimo, pogovorimo o vseh stvarih, ki so pomembne in na kar mi rečemo sredi oktobra sporočijo, da sem bil izbran. Ima eno dobro foro, pazite to foro, tudi kandidatke imajo tako, podpišeš pogodbo, ampak ne podpišeš, da si ti že v oddaji. Podpišeš, moraš se strinjati z vsemi pravili, ampak če oni tebe skenslajo zadnjo sekundo, pač odjebeš. Tako da
pametni so, to moram priznati, da so zelo pametni. Zato tudi, ker sem objavil, kdo je naslednji sanski moški, sem bil skoraj zihar, da ga bojo skenslali, ampak ker sem objavil mogoče prepozen, oziroma sej ni bil moj namen daleč tega, da ga skenslajo, ampak ker sem ga objavil, rečemo 14 dni ali pa 10 dni prej so čas snimati, valjda to prehiter, da bi ga zamenjali, a drugače bi tudi to znala narediti. Ampak mu nisem hotel sploh škodovati, ker mi tako sem. Ampak zgodba o tem, zakaj sem sploh to razkril, je še bolj zanimiva, ampak to bom razkril v kakšnem podcastu, ko bom prišel v Slovenijo, kjer je kaj veliko detajlov, še zakaj. No in potem se naenkrat kar postal sanski moški. Moram priznati, da ta beseda sanski mi gre res na kurac, ker jaz, če grem zdaj sanjati, pa sam sebe narišem sanskega ali pa eno žensko sansko, ne bo nikoli sansko. In ta beseda mi je povzročila ogromno preglavic v vseh teh mestih, ker sem bil sanski moški, oziroma ko so komentirali glede tega. Zakaj pač fucking ni Pop TV mogel dati ime Bachelor in pač bi imel pol manj težav, ampak nima veze. No, na kar smo imeli, veliko je bilo vprašanje o tem, kdo je zbiral ženske, sem jaz povedal, kaj bi jaz rad, skratka, jaz sem povedal, kakšne punce so meni všeč, pač vse o ženskah, povedal sem, kakšni zbenki so mi všeč, kaj maram, kaj ne maram in rečemo, da je to Pop TV upošteval in ko je zbiral zmenke, da so bili vsaj približen taki, kakor sem si jih jaz želel. Ampak, tukaj so pa druge stvari. Pop TV seveda, dajmo prvo to razjasniti, to ni oddaja, sanski moški oddaja ni oddaja, v kateri oddaji bi Gregor ali pa katerikoli moški najdu svojo sansko žensko oziroma svojo bodočo partnerico. Seveda sanski moški je oddaja, kako se ženske kregajo zaradi enega tipa. Večja drama je, večji haos v bajti, oni so bolj veseli. Če na koncu jaz odkorakam brez ene ženske, seveda jim puca kurac, ker njim je vse, njim je važna drama in pač ta kontent, ki se dogaja, da se pač govori. To sem jaz pač dojel zelo hiter. Prvo sem rekel, ok, mogoče imajo res namen mi najdete pravo in da jaz poznam neko punco, dajem možnost, se pravi, to je 1% možnosti, da se sploh zgodi v lifeu, ampak dajem možnost, dopuščam možnost, sem dost odprt v tem smislu, da bom probal spoznati eno pravo punco, ki bo oni najdel za mene, če jaz sam nisem najdel, Pop TV bo najdel v lifeu, ne bo, ampak vsem sem dopuščal možnost, da se to zgodi. Ampak v trenutku, ko sem jaz, pa jaz nočem govoriti čez punce, ampak v trenutku, ko sem jaz punce videl, tudi to je bilo eno izmed vprašanj. Ogromno vprašanj ste mi zastavili, res hvala za vprašanja. Jaz bom zdaj govoril pač tako in probal vsa vprašanja zajet v temu noter. Skratka, ker sem jaz punce videl, vprašanje je bilo, če mi je bila kakšna punca všeč, oziroma če sem se kakšno videl. Jaz ne vem, sem jaz pač toliko čuden, imam jaz tak poseben okus za ženske, ampak dejansko, ko je prišla Lara zadnja, je bilo meni jasno, ok, v tem šovu se pač gre drugačno igro, ker to je toliko za govoriti. Marsikdo me vpraša za igranje, ni nič za igran, ampak če hočeš imeti dober šov, moraš imeti, pa nočem sebe sploh nič hvaliti, moraš imeti vrhunski lik, kateri bo znal jebi ga odigrati. Ti hočeš, nočeš, moraš odigrati. Ti mene daš na en zmenk za Carmen, evo, bom Carmen izpostavil, to spet grdo rekel. Ne vem, ne, to bom preveč grdo rekel, to ne smem reči. Z eno Carmen, ki pač mi ni všeč, karakter mi ni všeč, nič mi ni všeč in pač greš ta početi neko aktivnost, karkoli in ti moraš biti ful zainteresiran in kaj se in kaj. Se pravi, tukaj je več stvari, ki jih mora ta človek upoštevati, zato je to res težko, ker ti ne moreš kar reči eni Carmen, Carmen odjebi, majke mi, kaj ti govoriš, pizda, glupa si, kakurac, ne moreš staviti sploh govoriti, ti pač to ne moreš reči. In vsak pač tam ima nen del, pa ne da bi igral jaz svoj lik, kao, jaz sem pa prijazen, v resnici pa nisem prijazen. Pač ne, to, če si šupa kot človeka, se to hitro vidi. Ampak ta interakcija in pogovori in res, to me pa zanima o tebi, to pa jaz fejkan. Oni ti ne rečejo, da moš ti fejkat, ampak jaz sem pogledal toliko in toliko Bachelor showov, imel sem tudi sestank oziroma prek Skypa pogovor z lastnico Bachelor licence in pač oni te coachajo kako in kaj, pogledaš milijardo Bachelor showov, ampak vseeno moraš pa pol biti ta lik, ki to vse skupaj sprav. Tako da ni zaigran, ampak
mora biti malo glume noter. Glede scenarija lahko rečem, da jaz nisem imel nobenega scenarija, imel sem samo plan, rečemo, danes imamo ta zmenk, imaš plan in po tem planu rečemo, moraš delati, prvo greva ob bazen, pa pol greva pa levo, pa desno. Zdaj pa, kje jaz njo držim, zakaj lupčkamo, zakaj se ne lupčkamo, teh stvari oni ne govorijo. Če bi bil smotan, pa tako dolgočasen, bi rekel, dej probi malo to, bi ti pač vsem hotel pomagati, oziroma malo sugerirali, da bo pač bolj zanimiv. Ampak meni bo kristalno jasno, če hočemo, po tem, ker sem spoznal vse punce, če hočemo narediti dober šov, mora pač biti vse noter. In glede tega lahko povem, da pač je bilo igranja veliko. Z Lauro mi je bilo res zanimiv, takrat mi ni bilo treba glumiti, da mi je zanimiv, da je legenda, da je carica, da je faca, pač z njo mi bo najbolj iti na zmenke, ampak s kakšnimi drugimi, ki so pa res bedne, si se mogel. Ogromno vprašanj sem dobil, če smo se med samim snemanjem kaj videvali, je kdo komu prespal, pač ne, jaz sem bil 3 km, vsaj 3 km stran od njih v eni vili, oni so bili v hotelu in mi smo se videli samo na setih in še to ločeno, se pravi, ko sem jaz prišel na set, vsak ima zraven sebe nekoga, ki ga čuva, se pravi, ni komunikacije za kamerami, ni kakršne, ker oni pač bi radi vse to, kar se zgodi, da se zgodi pred kamero in edino pač, sem jaz z njo lahko se pogovarjal, tako rekoč, bolj proti koncu je bolj opušteno, ampak na začetku sem lahko se pogovarjal samo pred kamero. In nobenega seksa za kamerami ni bilo, nobenih ne vem kaj. Tako da glede tega ste lahko 100%, da se ni nič dogajalo. Proti koncu je pa to bolj tako opušteno, pa smo pol že se malo jebali, pa nisem se vsem njim jebal, pa smo se lahko pogovarjali, podružili. Zelo pogosto vprašanje bo tudi, rečemo, koliko časa traja zmenk, ker pač v oddaji vidiš, da je zmenk, ne vem, cel dan, ampak realno ta zmenk traja, rečemo, če gre Skajo plezat 4-5 minut, da ona spleza do gor, 2 minuti, ko hoda do obzidja, to s prestanki govorim, in pa pol na obzidju 8 minut, in pa se prestavimo na drugo lokacijo in na drugi lokaciji dejansko preživa 15 minut skupaj in to je to. Prikazanje je, kakor da ne vem, kaj se počneva, ampak ne vem, če sem bil s kero punco del na zmenku, kakor max 40 minut vse skupaj, ne na zmenku, pa škoda, da sva skupaj pa sva ukvarjala, max 40 minut, razen spijo v Postojnski jami, no tam pač je bilo malo del, vsi vi, ki ste to gledali, veste, kakšne scene so se tam dogajale. Škoda sploh komentirati ta prizor. In pri izbiri vseh teh zmenkov jaz nisem imel nobene besede, da bi povedal, s kom grem, kam grem. Jaz sem zvedel mogoče za 2 zmenka en dan prej, drugač pa danes gremo, tja pa tja, tako mora biti oblečen in to je to. Jaz nisem imel pol kurca pojma, kaj bomo počeli, s kom bom počel. Šele v avtu, ko sem dobil navodila, sem zvedel, s kom grem in kam grem. Tako da glede tega mi je bilo tako malo bolj čuden, ampak oni bi radi mene čim manj obremenjevali in čim manj informacij ti povedali, kar jaz kot oseba, ki imam rad vse informacije na dlani, da pač vem kaj in kako, da lahko se organiziram, pač imam raje drugače kot pa oni, ampak nima veze. Ob tej priliki bi pa res rad pohvalil Pop TV. Pač organizacija in vse skupaj je bilo res na nivoju. Za Slovenijo se mi zdi, da je bilo res na top nivoju. Nisem pričakoval, da bojo res tako profesionalni. Snemalna ekipa me je res ful presenetila, res so bili cari, res smo se dobro razumeli z vsemi. Producenti so bili zanimivi, res okej. Pač ne moram se pretožiti nad nobenim. Valjda smo imeli pač oni so imeli kakšne izpade, kakšne fejle zaradi Pop TV, ki je kdaj bremzal kakšen denar ali pa karkoli, ampak drugače pa moram priznati, sem se res dobro počutil, zame so res vrhunsko skrbeli. Spoznal sem tudi Pavla Vrabca, direktorja, vrhunska oseba, saj do mene so bili vrhunski, pač ne bom jih našteval, ampak spoznal sem pač vse ljudi in so bili super. Ampak tukaj pa pride spet vprašanje, zakaj so bili super. Pop TV kot Pop TV, jaz ne bom rekel, da oni so drugače ne v redu, ampak kot te Pop TV enkrat rab, ti si bog. Oni bi naredili vse za tebe, oni bi ti vse potlačali rit, samo pač deli tako, kot oni hočejo. Oziroma pač deli in content bot
zanimiv za folk in da bo oni lahko od tebe služili. Ampak, ko enkrat ta gospodič ni več Sanjski moški, oziroma ko se enkrat več ne predvaja oddaja na njihovi televiziji, ti takole naredijo, rečejo hvala lepa, lepo bodi, popin in vse te druge rubrike, ki imajo, pač pozabite. In iskreno nisem verjel, ko so mi vsi govorili, izkušeni, da te pač Pop TV pozabi v sekundi, ko te več ne more izkoristiti. Sem dejansko tudi sam to doživel, tudi ko ste me napadali vi in pa vsi ostali influencerčki. Jaz nisem pričakoval, da me bo oni branili. Daleč tega, ker seveda se nobena pička ne upa spustiti v to pa me braniti, ker ve, da lahko dobi po buči, ampak mogoče sem saj pričakoval, da me kdo pokliče, ne vem, reče, hej, halo, bla, bla, bla. Tudi tega ni bilo. Koga jebe? Ampak ok, to jaz razumem, to je life. Pač danes je tako nažalost v Sloveniji oziroma po celem svetu, kot te nekdo rab, te bo izkoristil, kot te pač ne bo, te bo pač odjebil. Zato bi vsi mi, vi, mogli biti bolj pripravljeni na to, mogoče prej razmišljati, če se take stvari zgodijo, da smo pač pripravljeni oziroma da vemo, da smo v takih primerih, če se kdaj zajebemo, lahko sami. Ok, zdaj pa gledam, mislim, da caj, da kakšen denar omenimo, kaj se je dogajalo z denarjem. To je prepovedana tema, to ne smem govoriti o temu, ampak vsem bom povedal, kakšno plačilo sem prejel. Tako bom rekel, cena za moje sodelovanje v oddaji se je gibala okrog 10,000 evrov. Ne bom povedal točne cifre, ker verjamem, da lahko se zapnejo za to in mi težijo zaradi tega, ampak jaz sem prejel okrog 10,000 evrov. Danes, če bi šel še enkrat v oddajo, bi rekel 50. In verjamem, da bi mi plačali tudi 50,000 evrov, če bi šel še enkrat, rečemo, tudi nekaj je bilo govora, mogoče, če bi še enkrat mene dal noter, da bi bila dobra fora, bla, 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 ampak je bil glavni producent, katerega ne bom omenil, kdo je, vrhunski, res se zabava, res se lepo z njim, res pač pa nisem njega vankarat. No, je pač rekel, da ne, da hoče čist kontra in so pač dobili Blaža, ki je čist kontra, nima veze. Ampak, karkoli sem rekel, so rekli ja, se pravi, jaz sem rekel okrog 10,000 evrov za honorar in oni so pač potrdili. Zdaj, iskreno, da vam povem, oni če bi rekli, rej Grega, dal ti bomo nič, pač bot ali pa ne biti Sanjski moški in to je to, jaz bi pač to sprejel, zato ker ipak sem dobil ogromno novih izkušenj in pa spoznal sem sploh ta svet, kako deluje, kako produkcijske hiše delajo in pač ja, veliko sem se naučil in mi res ni žal za to, da sem se udeležil tega in spoznal vse te stvari. Glede denarja za punc, jaz sem zanč probal 22,5, se mi zdi, da je okrog 23-24 evrov na dan bruto za ženske, razen baje Ana je imela par evrov več, tukaj je spet odvisen, ko se zmenaš. In pa Tjaša je imela pa tako foro, da zdaj se bom po moje zlagal, ampak je 30 ali 40 evrov na dan in če oni so ji plačali prvo letalsko karto. In zdaj, ona dobi rečemo 30 evrov na dan in če ostane več dni noter, se pravi rečemo 20 dni, da bo 600 evrov, dobi razliko od karte, če ostane manj dni, kolikor pa pač je vredna karta, pa pač Pop TV krije karto. Hvala Pop TV, ki ste plačali tudi mojemu bratu karto, čeprav je bil tudi sam pripravljen plačati, samo da bi pač prišel v oddajo, da bi me lahko tam videl, da bi bil pač del neke moje zgodovine, ki se je zgodila v življenju, ki mi je spremenila življenje, 100%. Ampak nima več. Ne vem, koliko storijev mi je še ostalo, preden mi jih začnejo brisati spet uneta prve, tako da moram hitro končati. Skratka, bližamo se temi seks in to je bil najpogosteje postavljeno vprašanje, s kolikimi puncami sem bil in mislim, da se o tem ne govori. Vsak normalen človek bi pač rekel, kaj te boli kurac in to je pač moja stvar in stvar tistih določenih punc, ki sem imel to z njimi. Ampak, če že govorimo o vsem in pa če že govorim, da sem iskren, bom pač tudi o tem povedal, ni mi težko. Povedal bom samo s katerimi, ne bom nobenih detajlov povedal, ker tiste stvari so že ogabne in pa definitivno ne mislim na ta nivo se spustiti in komentirati te stvari. Skratka, zadnja punca, ki je prišla na rdeči preprogi, Lara, z njo sem 1 leto pred šovom se spoznal, se dobival mogoče 14 dni in pa med tem se je tudi zgodil seks, tako da z njo lahko potrdim, da je ona prva od teh punc.
po šovu, oziroma ko sem izbral Anjo, sva pa se odločila, to bi se lahko sprdala, to je pa noro. Ampak bom kulturen, pa bom samo rekel, da po šovu sva se odločila, da bo ona pre meni v hotelu prespala in seveda nisva barvala barvank oziroma križank rešvala oziroma sodokuja, pač se je zgodil tudi seks. In pa potem tudi 2 dni kasneje po nesreči tudi pri meni doma, ampak to je pa to, kar sva midva imela. Hvala Bogu, preveč, karkoli že bo preveč. No in zadnja oseba, s katero sem se po nesreči tudi podružil, če lahko temu tako rečemo, je bila Tjaša. Ker sem rekel pač, da je bila pri meni doma, da je vsa ushičena, štela followerje enega za drugim. No, tudi takrat nismo sodokuja križank rešval. Pač punca je rabila nekje prespati, ki je bila v Ljubljani in pač edino osebo, ki mi iz Francije je mene poznala in pač se mi odprl svoja vrata in to je to. To je meni toliko čudno o tem govoriti, ker vem, da je to res narobe govoriti o tem, da sploh ni prav, da o tem govorim, ampak le jebi ga starimo, ni prav vsem tem, kar jaz zdaj govorim. Ampak le, šta je, tu je. Vem, da me bo se zdaj vsi sprašvali, katera je bila boljša in te gluposti. Na taka glupa vprašanja ne bom odgovarjal. Lahko pa zdaj tukaj le od spodaj, v naslednjem storiju bom dal okenček, da me kaj vprašate. Res najbolj zanimivo vprašanje bom zdaj na hitrco odgovoril, ker se mi zdi, če imamo to interakcijo, da je pač bolj zanimivo, kot pač rečem, čez 3 dni odgovoril. Tako da tukaj napišite, če vas kaj zanima in hitro odgovorim, ker nimamo več veliko storijev za posnet. Se bom pa tudi danes zvečer javil z temo od 1 do 10 podcast s Perotom Marčem oziroma livestream, karkoli že on ima, kako sem to doživel, vsi te napadi, ki so bili na mene, pač vse te stvari o tej temi bom danes povedal. Povedal bom tudi Špela Grošelj, 4. ogabna oseba, ki je v mojem življenju, pa ne zaradi videza daleč tega, ampak zaradi karakterja, zaradi njene energije. Jaz jo ne morem prenesti, bom povedal vse, kar sem doživel z njo. Povedal bom še, kako je bilo z Rebeko Dremelj, ker sem jo poklical. Povedal bom, katera oseba je edina oseba, ki me je poklicala od znanih in rekla, Grega, kako si, ti lahko pomagam, vem, kako ti lahko pomagam, vem, kot lahko provam pomagati. To vse bom omenil in pa še kakšno drugo. Kako je Pop TV punce zbral? Prvo, Pop TV pisal po moje vsaki punci na tem svetu, po moje. Ogromno punci tudi samih prijavili in pa Pop TV ima svojo casting službo, ta casting služba je zbrala rečemo cca 30 žensk. Casting služba od Pop TV je tudi zame pop psihologa, res so dobri, no. In potem teh 30 punc dejansko pošljajo psihologu, ta psiholog jih preuči od A do Ž, pač ve točno, kako boš odreagiral, to, kar oni rabijo in potem oni skupaj mečajo, ko te jebe Grega, mi bomo mečali tiste, ki se lahko kregajo, ne pa oni, ki bo tebi všeč. Ampak pač logično, to je pač šov in na ta način jih zberejo rečemo 24-25 in potem zadnje sekunde jih oni bacajo stran. In potem jih je koncu ostalo 18 in pa naknadno so jih dal še 5. Če mi je Pop TV sugeriral, koga moram ven vršiti? Ne, vedno sem se sam odločil, katera punca bo šla domov. Razen za prvič, na prvi raz ceremonije bo tako, da sem rekel, Lara pač gre ven fiks, za ostale 3 pa pač mi je vsem, kjere 5 sem jih naštel, katere sem rekel, ok, so zanimive, pusti jih noter, ostale pač, kjere imajo najmanj zgodbe o sebi, o bilo čemu, pač dajte ven. In prvič se je pač to zgodilo. Ok, zdaj veliko vprašanje. Skratka, z Lauro sem v vrhunskem odnosu. Glede tiste neke dileme, a je Laura seksala z varnostnikom. Laura ni seksala z nobenim varnostnikom noter. Njen bivši fant je bil varnostnik, tam pač po nesreči, ko so zgodili. In ta varnostnik naj bi res njo posnel enkrat 100 let nazaj. Bla, 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 bedarije. To je to. Sem samski. Katera punca mi je najboljša po srcu v šovu bila? Ogromen super punc je noter, da se razumemo, ogromen super punc po srcu. Najbolj mi je pa tako mogoče v spominu stala Janina. Ona je res en tak srčak, cukrčak in je res super oseba. Eno zanimivo vprašanje in sicer, kaj mislim o temu, ker me je Pija zavrnila in če bi ona prišla dlje, če me ne bi zavrnila, moram vam povedati nekaj. Ne moram vam povedati, zakaj me Pija zavrnila. Ne bom se šel teh igrc, ker je tukaj pa njena družina.
in njena mama in njen oče in vse te stvari, ki res bolijo. Če bi hotel komentirati to, bi jo zelo prizadel. Marsikaj jaz vem, kar ona misli, da jaz ne vem. Tako da njo sem zabral zato, ker sem vedel, da bo ona rekla ne. In z ostalimi puncami, ki so pol izpadle, bi se mogel lupčkati. In jaz pa s tistimi se ne bi mogel lupčkati, zato sem izbral Pijo, ker sem vedel, da bo pač skenslala in bili smo ful zmatrani, vse pač to snemanje je res naporno in sem rekel super, namesto da bom šel 4 družinami, bom šel samo s 3 in imamo pač toliko več časa, da se odpočijemo in pripravimo na nove pač. Iskreno hvala za vsa vprašanja. Probam privat odgovoriti, ker takole mi je težko na vsa odgovoriti. Danes večer bom komentiral podcast oziroma live stream od Perota Martiča, kaj se mi je zgodilo, vse napadi, vse te osebe. Ogromno oseb, ki me je napadal, oziroma ogromno te teme, ki se je zgodila na moje ime, nisem videl, ne vem, kaj se je dogajalo, tako da nažalost ne morem marsikomu drugemu, ampak za tiste, ki vem, tiste bom pokomentiral, Špelo Groš ali vse te druge, bom tudi pokomentiral iz drugega vidika, ker sem jih poznal. In pa glede cool fotra, glede vse teh masit in benčkove ste me tudi zdaj spraševali, to odgovorim tudi v zelo kratkem času, na dolgo in široko in marsikaj noga boste izvedeli od njih. Prej smo govorili o marsičemu, ampak sem pa pozabil izpostaviti dve najbolj taki prelomni točki, ki sem jih imel v oddaji. Pa ne moram reči prelomne točke, ampak mogoče dva taka trenutka, ki jih ne bom nikoli pozabil. In sicer prvi je bil, ko smo bili na prvem skupinskem zmenku in smo se slikali in mi je Sanja, ko sva kao mogla torto rezati kot mož in žena, grozila z nožem, ubila te bom. Zdaj je to bila fora, ali kako je to pač bilo v njeni glavi, nimam pojma, ampak vsi od prvega zadnjega smo bili tako začudeni, what the fuck, kaj se dogaja. Ampak ja, na koncu itak ni bilo nič, ampak je bilo zanimivo, da je sploh to na misel prišlo. Carmen je bila takrat res na moji strani in prva zgrožena in je začela težiti. Tako da to je bila ena zanimiva stvar. Druga situacija je pa bila, ko si ena od punc hotela vzeti življenje. Govorila je, kaj si bo vse naredila, kaj bo drugim puncem naredila in je stvar postala zelo resna. To sem izpostavil sem zato, ker se mi zdi, da je pomembno, da vsi vi, ki mogoče kdaj bi si želeli iti v kakšen šov, pa je to lahko X-Atlon, lahko Kmetija, lahko je Masterchef, bilo kateri šov, se morate zavedati, da je to psihično lahko zelo naporno. Imeti punce ne bom izpostavljal nikoli v življenju, hočem samo izpostaviti ta primer, da vsi vi, ki bi kdaj šli v kakšno oddajo, v kakšen šov, da se zavedate, da je lahko psihično zelo naporno in dobro premislite, preden se v karkoli spuščate, ker ipak je zdravje na prvem mestu in ne verjamem, da je bilo kateri denar, katera slava, ki bi jo lahko dobila, vredna tega.